je posvečen Karlu Tesovnemu Hajduku ob njegovi 80. smrti. V začetku bi najprej pozdravil naša glasbena gosta Stenko in Andreja Piterič. V ta namen, da današnji večer je Andrej celo uglasbil eno izmed njegovih pesmi, ki boste uvodno slišali. Prosim. Nikdar malodušen ni znal za svojim nastopom pričarati neomajno zaupanje, saj je njegova strastna beseda o tem, da bo jutri lepše, drugače, pregnala vse dvome o zmagu.
Napisal je vsega skupaj 127 pesmi. Številni ga poznajo po njegovih najbolj znanih pesmih. Danes vam bomo predstavili Kajuhove pesmi, ki so manj znane. Tudi zato tak podnaslov današnjemu literarnemu večeru, posvečeno 80. obletnici njegove smrti. Pesem delavca o svoji ljubici. Jaz nimam ljubice kot vi, našminkane in z biseri okrog vratu. Moja ljubica je delavka in dan na dan močno trpi. Jaz nimam ljubice kot vi, odeto v svilo in škrlat. Ona mora med drugim svilo prat, a jaz imam jo rad, vseeno rad. Jaz nimam ljubice kot vi, z belimi voščenimi rokami, ki prstani krvi. Moja ljubica črne, žuljave ima dlani. Jaz nimam ljubice kot vi, navajene na čokoladice, majoneze in bombone. Moja ljubica le dela vse dni in za boljše dni z menoj trpi. Imam jaz ljubico boljšo kot vi, od vas take nihče ne dobi. Čeravno nima belih rok in okrašen napudran vrat, jo ljubim in imam močno jo rad. In sem vesel, ko me oddela trudna vsa, objame z onimi poštenimi dlanmi. Ti in jaz. Poslušaj me, deklica moja, poslušaj. Veš, zadnjič sem zbirko erotičnih pesmic prebral, pa sem tako smejal. Mlad pesnik je pisal pesmi dekletu. Demant moj, skrivnost vseh skrivnosti, zaklad vseh zakladov si ti, nebeška opojnost je tvojih oči. Tako je prepeval. In jaz sem se vsem tem besedam smejal. Saj ti bi se tudi smejala, kaj ne? Tovariš si mi in ostaneš za vse tovariš. Oba sva človeka slabosti in kadar je ura trpljenja 12, takrat še močneje začutiva svoje človeštvo. Takrat je med nama vse polno vezi. A on je govoril, nebeška opojnost je tvojih oči. Kaj meni nebeška opojnost oči? Jaz ljubim ljudi, ki gledati znajo z očmi. Ljubezen skri. Če ljubezen polniti srce, prikrivaj jo ljudem. Le v srcu nosi sam ljubezen svojo, ne kaži jo ljudem. A on, poet, zaklical je v svet, kako jo ljubi, zato mora zdaj trpeti. Poln zasmehovanja, lakomnosti, zabavljanja je svet. Mar le takrat, če sreč išče si poet, a ljubijo vseeno, zakaj srce poeta je jekleno. Karel se je kot nezakonski otrok rodil Mariji Vasle iz premožne šoštanjske meščanske družine 13. decembra 1922 iz razmerja z Jožetom Destovnikom, ki je izhajal iz kmečko-proletarske družine. Z njim se Marijina družina sprva ni sprijaznila. Nekaj časa sta živela v Mariboru, 1923. leta sta se v Ljubljani poročila in se preselila k Destovnikovi v Šoštanj, čez nekaj časa pa na Vasletu dom v hotel Jugoslavija. Norec. Hodil je po ulicah in se smejal. Vedno me smejal. Poljubljal platove in šipe ogromnih lahkot. Otroci pa se ga dražili in se mu smejali. Ves razgaljen je hodil okrog.
Nihče se ga ni usmilil, niti Bog. Govoril pa ni ničesar, le smejal se je, smejal. Kot da bi bil najsrečnejši na svetu. Slednjič pa ga je orožnik z medaljo odgledal. Siromak. S tresočo roko je vrata odpiral, ves premražen. Po trkih je spet zapiral. Kot senca se plazi po cestah zakotnih je in lačen v hiše visoke je stopal. Prosil je kruha, ponujal je rože. Ves bled se zopet je vračal, izložbe vabljive je gledal. Pozdravljal ljudi, ki po potih drve, vsak dalje gre, jedva da se nam zre. Ljudje dalje hitijo, a on v veži temačni je našel zaklon. V nebo vzdiguje koščine roke in ustnica razpokana, rada bi prosila, pa se boje. Le plaho v tolažbo, kruheka govori. Berač. Srečal sem potnika brez desnice, suhega, krvavega. V očeh je nosil nekaj skrivnostnega, z levico je lajno vrtel. Gledal me je s topim pogledom, nehal je lajno vrteti in stegnil je levico nasproti ter čakal od mene daru. Obstal sem, zatisnil oči. On pa je prosil, brez nehanja prosil. Pravil mi je o mladosti, ljubezni in sreči in o prejšnjih dneh. Gospod, pomagajte, v tovarni sem izgubil roko in stegnil je zopet levico, od lajne ožuljeno vso. Šel sem naprej, reven kot on. Za eno spoznanje sem bil bogatejši, on pa je zrl za mano s tistimi očmi in si gotovo mislil, da sem največji skupuk na svetu. Karel je šel z nepolnimi 6 leti v osnovno šolo, kjer je brez težav končal 5 razredov in leta 1933 sprejemni izpit za celjsko gimnazijo. Prvi 2 leti je stanoval v Celju, potem pa se je iz Šoštanja vsak dan vozil z vlakom v šolo v Celje. Prve 4 razrede je izdelal, 5. je ponavljal, k temu je prispevala njegova vedno bogatejša obšolska dejavnost. Kajuhovi literarni začetki segajo v leto 1938, ko je svoje pesmi začel objavljati v številnih časopisih pod različnimi imeni. Vrnitev. Prihajam. In mati me čaka, solzami v očih. V temačni izbi moli zame, prosi zame, ki se vračam iz mesta. In se spominja, ko bil sem doma, ko bil sem vesel. In nisem se vračal kot zdaj ves bled, zgaran in onemel. Vrnil sem se. Mati vzdihuje, solzami v očeh me poljubuje. Pravi, da ne znam govoriti več z njo. O, mati, lahko je tebi, ne veš, le slutiš, kako moram trpeti. A jaz spoznal sem, kako majhen spoznanja je svet. Res trpela si mnogo, to vem. Krenkosti si užila z vrha bokal. Trpela si, ko sem odhajal in srečna si bila, ko sem prihajal. Mene pa vrvež je mesta umamil. Mi strl je dušo, srce mi je ranil.
V naročje se tvoje zdaj vrača tvoj sin, ki mu je duša polna trpkih bolečin. Bela noč, črn dan in telo ti zacveti od ran. Pride čas, ko ne veš, kdaj še kaj živiš in kdaj umreš. Zato sem morda ljubila, da bi jo tebi pozabila spomine. Enkrat vam se mine. Vidim dom, kup otrok, mati sredi njih pa prazni drog. In tako se bojim, da kot moja mati ostarim. Zato sem morda ljubila, da bi jo tebi pozabila spomine. Enkrat vam se mine, ko tedaj si prišel nežno me